Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, delovega nogometnega podcasta. Tokrat z Jernejem Suhadolnikom, urednikom športne redakcije, analizirava minuli konec tedna na nogometnih zelenicah in pa seveda beseda bo tekla tudi o reprezentanci, ki že v soboto začenja nov kvalifikacijski ciklus, zelo pomemben. Tako da, Jernej, začniva najprej doma v slovenskem državnem prvenstvu. Pa še pred državnim prvenstvom začniva v Evropi, kar se je zgodilo med tednom. Olimpija, domači debi, veliko smo pričakovali od njega, videli pa dokaj slabo nogometno predstavo. Ja, očitno smo pričakovali ali pa so pričakovali preveč. Nekako se nadaljuje, ne bomo rekli padec, ampak stagnacija na vseh ravneh in na tribuni in na igrišču. Če analiziramo to konkretno tekmo, dvoboj na tribuni so dobili Slovaki, dvoboj na igrišču so dobili Slovaki, očitno tudi na klopi so dobili dvoboj Slovaki in verjetno ta zadnji podatek je najbrž najhujši za Olimpijo in njeno trenutno podobo. Težko je kaj povedati novega, ne? Manjkajo napadalci, manjka igra, ki bi prinesla kakšno konkretno akcijo za gol, ker brez akcije tudi gola ni, ne? In potem je bilo konec tedna samo nadaljevanje te zgodbe. Tako da je nek prosti pad, ki ga bo ta reprezentančni premor prekinil, vprašanje pa, če ga lahko odpravi. Ja, ker še bolj zaskrbljujoče je bilo na novinarski konferenci po koncu tekme s Slovanom, ko smo se z drugimi novinarskimi kolegi spraševali, če smo gledali enako tekmo kot Joao Enriquez, ker on je trdil, da je Olimpija odigrala super tekmo in da so jim zmanjkali samo mali izkušenj zdaj. Jaz bi prej rekel, kot da je bila Olimpija blizu izenačena, da je bila bliže porazu s 3:0. Dejstvo je, da je Vidovšek marsikaj pokril, ne? Zadnja linija je bila, težko je uporabljati politično korektne izraze, ne, ker je bila zadnja linija res katastrofalna. Zadnja linija je katastrofalna, kadar vezna linija ne dela in jaz mislim, da je bil tukaj večji problem kot tisto, kar je bilo vidno. Vidno je bilo pač osnovnošolski zdrsi centralnih branilcev, ki pa so pogosto posledica nekih slabih lastnosti že v zvezni vrsti in mislim, da tam je ključ problema. Elšnik, Dofo in drugi so samo slaba kopija tistega, kar so bili par mesecev nazaj in v bistvu je zelo slabo, no. Recimo, če si poleti lahko še koga prodal od teh vezistov za nek denar, trenutno kaže zelo slabo. Prestopni rok je seveda šele januarja, ampak Olimpija je klub, ki bo vedno živela od prodaj in trenutno tudi v tem kontekstu ne kaže dobro, ne. Ja, ker Elšnik je bil poleti vroča roba, povezovali se ga je z Bologno, serije A. Trenutno izgleda kot še povprečen vezist. Težko bi sicer Elšnika ukrivili za kakšno resnejšo napako, ne dela pa razlike, ki jo je, ne. Saj ne gre za kritiziranje posameznikov, ne. Saj posameznik vedno žrtev sistema. V nogometu ne more niti Messi nič narediti sam, ne. Tako da to ni zdaj kritika njega osebno ali pa kogarkoli drugega konkretno. Pač sistem ne funkcionira in znotraj sistema je premalo kakovostnih posameznikov, da bi lahko to zasukali. Tako da treba je sistem oziroma nek vsesplošno klimo v klubu spremeniti, če hoče kaj narediti. Ja, ker tudi to, da je bil en strel Ruja Pedra z roba kazenskega prostora v drugem polčasu edina kolikor toliko nevarna akcija Olimpije, je tudi zaskrbljujoče. Ampak če bi proti Slovanu še rekel, da je to upravičljivo, ne, nazadnje je Slovan bolj preizkušen, trd evropski tekmec, izkazali so se za čvrsto ekipo, pa doma remi z Radomljem, kjer so bili spet bliže porazu kot 3 točkam, je pa precej zaskrbljujoč rezultat. Slovan, saj smo že govorili, je boljši, realno gledano je boljši, ima večji proračun, ima recimo enega Toliča, ki ne more niti v udarni postavi igrati, v Mariboru je bil pa ključni igralec. Se pravi, tukaj je razlika v neki kvaliteti in možnosti za nakup dobrih igralcev. Tudi kontinuiteti, Čavrič 8 let si igra za Slovan. Vsem, tudi štoper, naš Bajrič je tam že toliko in toliko let, tako naprej. Trener, sin njegov, to je vse neka ta simbioza, ki je že dolg. Ampak tudi če gremo na Radomlje, je pa sindrom znan, o katerem sva pa že govorila. To je spet tisto, po Evropi je treba preklopiti misli na nek drug nivo, na neke druge tekmece, na druge načine že priprave na tekmo in to pač s tem ima Olimpija težave.
nima know-howa, da bi to znala. Trener se je prvič znašel v situaciji, ko je pred njim odkrit imperativ nekega napada na vrh, ne? Ker na Portugalskem je imel tako imenovane nižje rangirane klube in to je čisto neka druga situacija, in v kateri se tudi očitno ne znajde najbolje. To je evidentno in bojo imeli kar težave v naslednjih tednih. Ne verjamem, da lahko to ta premor kaj reši, ampak recimo, da se pustimo presenetiti. Ker 14 dni nazaj je Gorazd govoril, da se zna zgoditi, da bodo na tekmi s Slovanom vidni beli robčki, no, če niso bili na tekmi s Slovanom. Smo pa slišali žvižge proti Radomljam. Seveda ni za pričakovati, da bi že v tem tednu Olimpija kakršnokoli potezo potegnila, ampak po reprezentančnem premoru bo pa dejansko morala iti krivulja navzgor, če ne bo sezono za odpisati, ker če se naveževa naprej na Koper in Celje, trenutno zgledata najbolj kompletni ekipi, sta pa upravljen spet nalogo, tako kot se zagre. Če bi hotel trenerja menjati, ne, bi ga mogel danes. Ja, da bi imel 14 dni, da bi dejansko lahko kaj pokazal. Ne verjamem, da bo to naredili zadnji dan pred tekmo, ne, ampak zdaj dilema je samo, bo trenerja menjali ali pa mu bodo dali še 2-3 tekme. Ne vem, to niti ni moja stvar, tako da to bomo videli, kako bo to prinesel. Vsekakor Olimpija zaostaja, spet lahko rečemo kljub zelo neobetavni podobi, šele 6 točk za Koprom, tako da ni vse še zaprto, zavoženo, končano in tudi ne more biti, še nikdar ni bilo oktobra to končano. Maribor se bo zanesljivo začel pobirati, tako da ne vem, težko je reči, kaj bojo storili pri Olimpiji, ampak na ta način, kot je zdaj, bodo težko kaj naredili. Omenil si Maribor je povlekel praktično nekaj ur potem, ko so posnela prejšnjo epizodo potezo, se je zahvalil Damirju Krznarju in pripeljali so nazaj ljubljence navijačev Anteja Šimundžo, kar se je na koncu poznalo tudi na tribunah, polne tribune, vrhunsko vzdušje v Ljudskem vrtu, Josip Iličić na zelenici, ki je bil prej v sporu s trenerjem, in pa drugačen Maribor, bolj energičen, tudi bolj kombinator, boljši. V vseh pogledih boljši. Šok terapija običajno prinese, to je klasična šok terapija. Maribor je bil v podobnem prostem padu, kot je zdaj Olimpija. Trenerju je bilo vsako tekmo žal, Olimpijin trener podobno razlaga, da mu je žal, ker so se fantje trudili in so vse naredili v redu, razen da nismo videli nobene priložnosti za gol, kaj šele gola. Tako da, ne vem, verjetno smo v podobni situaciji kot v Mariboru. Ne vem pa, kaj bodo naredili pri Olimpiji. Ante Šimundža je pač povlekel tisto, kar lahko v nekaj dneh trener naredi. Mobiliziral je vse sile, stavil na motiv, pristop in je to bilo dovolj. Njegova roka bo pa pač vidna šele čez par tednov ali mesecev, ampak ta prvi del je opravil z odliko, isto šok terapijo in delne spremembe v sistemu in to je prineslo sadove. To znanje ima. Mariborčani pa tudi imajo nogometaše, ki temu lahko sledijo. Tako, ker ste že z Gorazdom govorila, da Maribor ni tako slab, kot kaže na igrišču, in to se je že zdaj pokazalo s Šimundžo, mogoče pač res šok terapijo, hkrati pa dobro izhodišče za Šimundžo, ker ima 14 dni časa, da nekaj več naredi, oziroma da pa ekipo malo bolj oblikuje po svojih in postavi neke temelje za bolj konsistentno nadaljevanje sezone, no, dajmo tako reči. V bistvu je zdaj v idealni poziciji. Ne. Zmagal je, se pravi, igralci nimajo razloga, da mu ne bi verjeli. Ga že prej niso imeli, zdaj so dobili še to potrditev in 14 dni ima zdaj prostih rok. Reprezentantov Maribor nima na pretek, tako da bo na nek način polna zasedba šla čez te 2 tedna in zanesljivo se bo videl že na naslednji tekmi, ker 14 dni v kosu brez tekme je kar... To si trener lahko samo želi, tako da, kadar je vse v redu. Ne. Obratno je pri Olimpiji, ki zdaj ne ve, kaj bi delal. Maribor si pa to lahko samo želi in verjamem, da bo naslednjo tekmo še veliko boljši kot z Muro. Tako, Koper in Celje odhajata na premor z dobrim rezultatom, v Celju malo bolj slabe volje zaradi poškodbe Aljoše Matka, ki je zaključil jesenski del, ampak recimo, da ima tudi Celje dovolj širok kader, da bo znalo zakrpati odsotnost Aljoše v teh preostalih tekmah. Če ima kdo dovolj širok kader, ga ima Celje. Ne? Vedno je dobro iti za zmago na premor. Kluba sta urejena, delujeta tako, kot je treba v tem našem prostoru in tam so zdaj v miru šli na teh 14 dni in delajo naprej, ne, po programu. To je boj za Evropo, oziroma Celje je tudi odkrito napovedal boj za prvaka in to je zdaj pač naprej gre, brez sprememb. Ne. Tako in še
kot se govori v zadnjih dneh, so blizu dogovora tako z Agustinom Dofom kot z Aljažem Kreflom, dvojni udarec, okrepiš sebe, oslabiš Olimpijo. Sploh Dofo je bil lani eden ključnih igralcev, tudi na začetku letošnje sezone motor ekipe Olimpije, in če bi to Olimpija izgubila, se na sredini igrišča, kot si že omenil, da je že med tako Olimpija težave, se te težave najbrž ne bi zmanjšale, ne, z njegovim odhodom. Ja, dobro, zdaj težko 3 mesece pred prestopnim rokom to v tem govoriti. drži. Recimo, bomo videli, kaj bo. To ne bi niti tega komentiral, tega me še veliko, se lahko tudi komu kaj zgodi in bo pol vesel, da je lahko na plačilnem seznamu Olimpije. Ne vem, to so pač govorice, ki so lahko resnične, to bomo videli, ne vem, bomo videli. Videli smo pa konec koncev tudi zmago Domžal, o katerih smo govorili, da so v težavah, in Radomlje so vzele točko, Aluminij sicer izgubil, ampak je na prejšnjih tekmah zmagoval. Ta boj za dno listvice je res zanimiv in tudi ekipe kažejo kvaliteto, niso toliko drugorazredni, če tako rečemo. To bi bil sanjski scenarij, ne? Da bi bilo recimo marca jih 5 v boju za obstanek, pa 5 v boju za Evropo. Imeli bi ogromno enih dobrih tekem in najslabše, če imaš tam neko varno sredino. Tako je. Potem so marca že nekatere tekme bolj tako, ne? Igralci gledajo, kam bojo šli po letu, oziroma bojo kaj dobili. Klubom tudi niti ne več ne ustreza, da bi kdo kaj zmagoval, je treba izplačevati premije, to stane. Tako da če je pa vse odprto, to je pa nekaj najboljšega, kar je lahko. Tako, pa če pogledava še malo na tuje zelenice, spet en zanimiv vikend, predvsem v Angliji, kjer sta se udarila Arsenal in Manchester City. Lani rivala za naslov prvaka, na koncu je City dobil obe medsebojni tekmi in na koncu dobil naslov prvaka za 5 točk. Letos Arsenal po 8 letih premagal Manchester City in recimo temu zadal prvi udarec. Ko pomembna tekma. Jaz sem bil navdušen nad tekmo, ne zato, ker bi bil samo en gol, ampak ker sta oba trenerja, predvsem Arsenalov trener Arteta, dokazala, ker sta pač igrala na rezultat, na trdo, na moč, na zaprto postavitev, nista hotela prejeti gola. To mi je bilo všeč čisto v nekem takem iz drugačnega zornega kota, ker doslej je šlo to vedno vse neki na brzino, na moč, na hitrost, na 5-4 rezultat in tako naprej. To je bilo pa res tako. Postavitev trda, tako kot je bilo treba, gol mislim, da je bil v zadnjih minutah. 86, tako je. Da je rezervist tale, ne? Še z malo srečnim odbitkom. Ja, ko prideš, ko vršiš pritisk, ko streljaš na gol, se kje odbije lahko, ne? In to mi je bilo všeč, ta pristop mi je bil všeč, jaz imam rajš take tekme. In kljub Bog dol Arsenalu, mislim, da je zmagami na tak način bo zanesljivo bolj resno vložil kandidaturo za naslov prvaka, kot če bi zdaj zmagoval 5-6-0. Tako da to je okej, ne. Je pa zanimivo, da sta, mislim, da na vrhu londonska kluba, prvič po ne vem koliko letih, sem nekje zasledil celo, ne vem, ena strašna številka je, tako da je nekaj se spreminja, ne. Je pa tako kot pri nas, smo šele oktobra, ne. Absolutno. Da bomo videli, kaj bo. Ja, in Cityju se tudi pozna, da je kar načet v tem trenutku zdravstveno, ampak dobro, se vsakmu klubu manjka kakšen pomemben igralec, tudi pri Arsenalu recimo se je bočni branilec Timber poškodoval, preden se je sezona začela, pa bi moral biti prvi bok in tako. Tako da na poškodbe se ni ravno za zanašati, ampak ja, da zmagaš tekmo, v kateri so bili skupaj 3 streli v okvir vrat, Arsenalu ponavadi doslej to ni uspevalo, tako da se res pozna. Na drugi strani smo imeli pa spet eno malo bolj kaotično tekmo Liverpool-Brighton, ker je Liverpool želel se oddolžiti za tisto, stresti jezo nad tistim razveljavljenim zadetkom neopravičeno, pa se jim je malo podrlo vse in je Brighton izenačil, se izvlekel iz mini krize, Liverpool se je pa malo oddaljil od vrha lestvice. Če bi igral športne stave, bi bilo to zanesljivo presenečenje, ne? Ja. Ker, tako kot si rekel, zdaj smo pričakovali, da zdaj bo pa Klopp to naredil, motiv, to bo šlo, ne? Pa bo Brighton padel, ne vem koliko. Ampak ni, ne. Tako da pokazali se je dvojno, da Liverpool ni toliko močan, kot se je zdelo, in obratno, da Brighton ni zdaj tam neka muha enodnevnica, ne. Ampak spet smo šele oktobra, ta isti Brighton je lahko marca 3 točke nad izpadom, ne. Tako da ne vem, bomo videli, trenutno pa deluje dobro. Deluje dobro, tako kot, ne vem, Brentford, sta 2 kluba, ki izrazito precizno izbirata igralce s pomočjo umetne inteligence. To je zelo tak zanimiv
pristop. Podobno kot nekoč v enem drugem športu je bil en znamenit film posnet in bomo videli, kaj jim bo to prineslo. Na dolgi rok se tako ne moreš, ne? Na dolgi rok kapital to preseže, ampak trenutno funkcionira to v redu in je zanimivo tudi to pogled. Ja, tudi če se dotaknemo vodilnega Tottenhama, ne smemo ga kar pozabiti, pa čeprav ga nihče ni imel za resnega kandidata za naslov pred sezono, ampak nov trener Ange Postecoglou očitno povezal to ekipo tudi po odhodu Harryja Kanea v celoto, ki deluje boljš kot je s Harryjem Kaneom, kar se sliši čudno, seveda je težko nadomestiti gole Kanea, ampak vseeno Tottenham igra tekoče, borbeno, tudi trdno v obrambi, ko je to treba, tako da res dobra ekipa. Kane je bil tam dolg, ne? Koliko je bil tam? 10 let. 10 let, pa ni bilo nobene lovorike, ne? Tako da on je zanesljivo en najboljših srednjih napadalcev zadnjega desetletja, ampak Tottenham je nekaj mogel spremeniti, če je hotel osvojiti lovoriko. Jaz ne rečem, da je mogel prodati Kanea, to sploh ne, verjetno prej obratno, ne? Ker take kvalitete ne moreš dobiti vsak dan. Ampak, ko ga je prodal, je mogel nekaj spremeniti in lahko bi šlo samo na levo ali pa desno, na boljše ali pa slabše. Enako ni mogel igrati, ker tazga centerfora ne moreš več imeti. In očitno je trener zaznal, kam bi mogla zadeva iti in mu je trenutno uspeva, ne? Tako da mu je samo za čestitati. Tako, in tudi v Angliji se nam obeta napet boj za mesta za Ligo prvakov, še Chelsea se počasi prebuja, samo United trenutno to ne vse globlje, pa še United se je zvlekel v zadnjih sekundah tekme, čeprav to tekmo sem si celo pogledal, to res ni bil nogomet na ravni takega velikana, kot je Manchester United, ampak vendarle. Mislim, da je bil v golu 93 pa 97. Tako. Pred tem pa praktično niso ogrožali vrat, tako da zanimivo, ampak pustimo Anglijo še za drugič, pa mogoče bi lahko se na Nemčijo navezala že s pogledom na reprezentanco. Danes se v bistvu zbirajo na Brdo slovenski reprezentanti, tam bo Benjamin Šeško eden od adutov. Videli smo pa, da se je tudi z njim Šeškom v postavi Leipzig mučil in na koncu remiziral z Bochumom. Istim Bochumom, ki recimo od Bayerna 7 golov dobil. 14 dni predtem pa ne pravim, da je zaradi tega Leipzig kaj slabše, ampak kako si spremljal Benjamina, s kakšno popotnico prihaja? Zdaj, pri Bochumu je tako, no, konkretno. Ti greš lahko v misli v tekmo z Bayernom, mogoče pa lahko presenetno. No, mogoče trener to misli, ne? Pa je Dubo hitro opozoril, da ne more. In je malo drugače verjetno postavil proti Leipzigu in je rezultat tukaj, ne? Utrujene noge Leipziga po tekmi s Cityjem, to je bilo naporno, tam je treba veliko teči. City, ko začne žoga krožiti, bi rabo Geble Siljase v 10, da bi to lahko konkuriral in to je naporno. Tako da ni, bom rekel, to pričakovano, ampak pač to je razplet normalen v Bundesligi, 0-0 ne daš gola, nimaš kaj. Nas lahko veseli, da je Šeško začel, da je v polnem pogonu, da je igral 1 uro, se mi zdi nekaj tazga. Tako je, 57, mislim, da je šel. To je okej, ravno pravno, bomo rekli. Ja. Boljš kot 100, ne? Ker to bi spet rabo nekaj dni za regeneracijo. Tako da vse okej. Šeško je prišel, veseli tudi, da je Šporar tudi dal gol, Tako. ki je visel, pa je očitno zdaj spet nazaj. Tako da vse okej. Glede napada je v redu, obramba je igrala. Matjaž Kek ima zdaj lepo na pladnju, ne bomo rekli, da je enostavno, ampak lahko zloži, no. Lahko zloži, tako da lahko realno upamo na nekaj več v tekmi s Finsko. Ja, ker edino mogoče kar malo skrbijo, ampak recimo, da je bila taktična odločitev to, da Adama Gnezda-Čerina ni bilo v ekipi, pa Panathinaikosa, ne to. Ja, ampak je pa odigral med tednom, ne. To je zdaj že nekaj časa. Igra sem pa tja, ne, občasno ni več, se mi zdi, v neki rotaciji, no. Tako je, ni pa v udarni enajsterici zacementiran, kot je bil, ne. Prej je pa bil, ja, ampak recimo, da to ni tako problematično, no, še. Tako da tu ne vidim težave. Ja, Šporar pa s popotnico zadetka je vedno dober, edino Verbič je malo odrezan od ekipe, tam bo pa verjetno moral januarja kaj spremeniti. Verbič je celo včeraj igral celo tekmo. Ja, ampak pred tem ga pa že včasih tudi v kadru ni, tako da je zelo zanimivo. Ne vem, ne zdi se mi tako slab položaj teh reprezentantov. Vsakmo se lahko ob neki primeš, pa rečeš, lej, zdaj pa to v redu, ne. Na neki se da obesati, ne.
In Matjaž Kek stavi na izkušnje, dobil je nazaj Miho Zajca, tako da je to tudi kar pomembno, ne glede na to, kakšno vlogo si je zanj zamislil, da imaš možnost računati na Zajca, je sigurno dobro v tako pomembni tekmi kot je Finska. Ja, treba je gledati v paketu, ne, ker mi v bistvu lovimo 6 točk. In dvomim, da lahko vsi, pa vseh 11 odigra 90 minut, ja. 100 minut, 200 minut v 3 dneh, to dvomim, da se to lahko zgodi. In vsaka širina je dobrodošla. Zajc je tudi igral zdaj nekaj, je šel noter, Kurtič je igral celo tekmo. Tako da na sredini nekak bo lahko po mojem sestavu. No. Stanković igra, tudi bo lahko verjetno kaj kombiniral, če bo treba, tudi in pri štoperjih in pri zadnjih veznih. Tako da nekaj te obrise ima. Mislim, da sta bočna igralca tudi, oziroma vsi trije, ki so igrali. Tako da ne vidim nič slabega, da bi mogli biti pesimistični. Lahko so pogumni, samozavestni, grejo v to Finsko oziroma v pripravo za Finsko in potem odkrito na zmago. Od prve minute se moraš postaviti tako, da se ve, kaj iščeš, previdno, ampak odločno in to je to. Imamo pa tudi malo bolj prijazen razpored za Matjaža Keka, na zadnje ima zdaj cel teden za pripravo, ne, da ne igra že v četrtek, ne, in igra doma v soboto popoldne, tako da bo verjetno ta teden lahko malo bolj normalno zvozil, kot je prejšnjega. Tako kot Finci. Tako kot Finci. Drži, tudi Finci bodo tukaj, ne, in se prepravljali tle in se ne bodo potovali. In imeli tudi močno podporo, tako da absolutno ne vidim nič prednosti. Tukaj bo odvisno, po moje, samo od srečnih rok ali pa znanja trenerja oziroma selektorjev in pa kvalitete na igrišču. Ne vidim, kdo bi bil lahko v prednosti glede prizorišča in glede časa tekme. Je pa res, da Slovenija ob polnih štadionih ponavadi povsem pokazala drugačno predstavo, oziroma še bolj borbeno kot je, kar bo pa proti Finski res treba, ker bo v ta tekma se bo verjetno v nijansah odločala. Ne? Ti reprezentanci sta zelo zanačeni. To je vse ok, tudi sodnik mora dovoliti to, ne, da preden te kartonira, da lahko ne dva brcneš, to je pač dejstvo. Če ti že pri prvem favlu malo bolj groben ta karton, je to agresivnosti pol ne. Je to problem, tako da vse se mora poklopiti, ampak jaz verjamem, da bo za oboje enako. Verjamem pa tudi, da je Slovenija bolj kvalitetna na igrišču in na klopi, tako da jaz sem optimist, no, ne vem, zakaj ne bi bil, možno je pa vse. Vedno je to v nogometu možno vse. Tako, ker tudi Finci svojo računico zagotovo imajo, ne, na zadnje Timo Pukki prihaja na zboru v zelo dobri formi, vemo, da Timo Pukki je bil eden boljših napadalcev tudi v Premier Ligi s tem, tega ne moramo reči kar tako, kot za vsakega, tako da bo nevarno, no, mislim, bo tekma res, ampak še tudi zaradi tega se bo pokazala, po mojem, en karakter slovenske reprezentance, ker da ob pritisku pokažeš najboljšo predstavo, potem si pa res zrela reprezentanca tudi za Euro. Ne? To smo si lahko želeli samo, ne, da prideš oktobra, novembra v položaj, ko sam odločaš o svoji usodi, ko imaš res dejansko vse, ne bom rekel napladno, ker to ni. Ti moraš 3 tekme zmagati, kar ni malo. Statistično celo manj verjetno, kot da ti uspe, ampak gremo od začetka eno po eno, ne, in to si lahko samo želel. Zdaj pa to, zdaj pa se bo pokazala, si pravi ali nisi. Finska je ekstremno kvalitetna reprezentanca, ni pa to bav. Tako da jaz mislim, da se to da premagati in tudi v tej smeri se je treba pripraviti. Sploh ne smeš, niti ne moreš razmišljati o drugačnem scenariju. Tako da to je vse, kar je trenutno pred fanti. Priprava na zmago, ne na tekmo, ampak na zmago. Zdaj, kako bo to šlo, pa ne vem. Bo pa, recimo, da proti Finski uspe, je to sobota ob 11. zvečer, potem pa 3 dni kasneje zahtevno gostovanje v Belfastu, kjer Severni Irci, čeprav so odpisani, sigurno ne bodo kar položili orožja pred naše fante. Kako zahtevno pričakuješ, da bo ta in priprava pot v Belfast, tekma na otoku z otoškimi reprezentancami, ki nam zgodovinsko ne ustrezajo? Zdaj, tam, oni tudi, če bi bili zadnji na lestvici, bi lahko pričakoval neko fajtersko tekmo, ki nikdar ni bila lahka še ne. Tudi nikdar še nismo tam zmagali, tako da vemo, kaj tam lahko pričakujemo. Ampak še enkrat pravim, vse je odvisno od prve tekme. Če mi prvo tekmo končamo v skladu z načrtom, bojo to sladke skrbi. Bo motiv igralcev tako visok, da bojo težko gor odpovedali. Jaz ne vidim razloga.
Lahko bi se to zgodilo v kakšni drugi tekmi, ampak v tem položaju ne. To je psihološko taka injekcija, morebitna zmaga na Finsko, ki si jo selektor lahko samo želi. Tako da jaz se ne bojim za ono tekmo. Bolj bi se osredotočil res na to s Finsko in narediti vse, da jo premagaš. Ker če je ne, je v bistvu ciklus več ali manj končan. Tako da treba je vse narediti za zmago s Finsko. Uno bo pa potem, selektor ima v strokovnem štabu, to je široko, ne. Zdaj se analizira tudi Severna Irska že od prve do zadnje minute, od prvega dneva bojo spremljali vse treninge, če se bo dal, bojo posredno nekako poskušali dobiti informacije, kaj se dogaja, tako da to se ne bojim, ampak fokus jedra ekipe, predvsem pa reprezentantov, je sigurno samo na Finski. Noben sploh ne ve, kdo zdaj igra za Irsko, po mojem. In tudi tako je prav. Tako, točno tako, ker Finska je vse izziv, tako kot je. To so čakali, zato so se borili, zdaj je pa, tako kot smo že govorili, reprezentanca zrela v pravih letih. To je to, 5-6 dni. Tako, in če se še dotakneva vratarja, Jan Oblak je bil vedno eden ključnih členov naše reprezentance, pa če smo videli predstavo proti Feyenoordu v Ligi prvakov, je bil Oblak izjemen, pa čeprav je dobil 2 gola, ampak vseeno, to je bilo nekaj obramb, ki kažejo na to, da je v vrhunski formi, ker vratar, ki ni v vrhunski formi, česa tacga ni sposoben enostavno. Zdaj, vse to, kar si rekel, bomo rabili, ampak bo pa premalo. Ja. Mi moramo dati gol, verjetno vsaj enega, če ne 2, raje 2, ja. Ker sicer bomo Finsko težko premagali, ne? Z Oblakom ne bomo, ne? Razen če bo kot zdaj leži par vratarjev dal gole v tem zadnjih tednih, če ga bo dal on še gol v zadnji minuti, to sicer dvomom, upajmo, da ne bo treba. Visok je dovolj, tako da. Jaz verjamem, da bojo mogli kakšni fantje že prej kaj narediti ob Oblaku. Tako, absolutno. Kaj pa pričakuješ še na ostalih tekmah v naši skupini? Kazahstan ima svojo računico, pa čeprav ga včasih pozabljamo, Kazahstan je povsem v igri, Danska pa tako ali tako favorit skupine, ampak si doslej ni zagotovila mirnega finiša teh kvalifikacij. Kazahstan, če bi lahko zbiral, bi verjetno zbral zmago, mislim, da igra 3 dni kasneje z Finsko. Recimo, da nekako oceni, da na Danskem ne more zmagati, kar sicer je v športu težko oceniti, in se fokusiral na tekmo s Finsko. Če bi mu to uspel, bi bil zelo blizu nekega uspeha. Ker ima še San Marino. Tako da pa nas potem, Pa nas. ki pa tudi bomo lahko živi ali pa ne. Recimo, da bomo. Tako da seveda je v igri Kazahstan, ampak je vse v naših rokah. Ne. Jaz mislim, da on je v igri samo to, kot bomo mi pustili. To, kot bomo mi tudi Finski pustili. Tako. Enostavno je Slovenija v zelo dobrem položaju, mora ga pa izkoristiti. Brez tega ne bo pa pač nič. Tako, ker ne glede na vse z zmagami s Finsko, Severno Irsko in s Kazahstanom je Euro naš kakorkoli obračamo, niti proti Danski. V Kopenhagnu ni treba točk loviti. To je to. Tako, pa če za konec samo še se ozreva na cel ta spektakel, ki bo Euro. Prejšnji teden je Rene pisal o tem, da je UEFA v, mislim, da nekih 8-9 urah dobila 5 milijonov zahtev prošenj za vstopnice, za tekme. Da v Nemčiji se nam pa verjetno res obeta tako prvenstvo, kot se ga lahko samo želimo. Ja, to vem, da imaš rad Nemčijo, da si to zdaj tako izpostavil. To je lahko nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi celotni naši nogometni družini, ne, da bi igrali na tem Euro, pa da bi recimo igrali blizu, ne, da bi igrali v Münchnu, da bi igrali, ne vem, Stuttgartu, ne vem, kjerih teh mestih, ki so, da ni ravno gor na severu, ne vem, kakšen Hamburg ali pa Leipzig ali ne vem kje. Tako da, ampak to so sladke skrbi. Šov bo verjetno najboljši doslej, upajmo samo, da ne bo kakšna višja sila spet vmes posegla, ker zdaj smo pa res že v zadnjih 5 letih videli vse. Ja, res je. Kar se je dalo videti, v določenih segmentih niti še ni nič bolje, ne? Obetajo se še neka nova žarišča, ampak pustimo zdaj to. Recimo, da bo to najboljši turnir Evropsko prvenstvo vseh časov, po mojem mnenju. Zeleno bo, ogličnega odtisa ne bo, štadioni bojo polni, ljudje razumejo fuzbal, bojo znali navijati, bojo znali ceniti dober nogomet. Mesta so prepletena z hitrimi železnicami, z hitrimi vlaki preko železnic, ki to omogočajo. Tako da obstaja tudi porurski bazen, kjer bo lahko si človek ogledal res veliko število tekem. Tako da sami superlativi so lahko namenjeni temu Euro, ampak do tam moramo še priti. Tako da upajmo, da bomo del te zgodbe. Jaz si to želim in
upam, da si tudi oni na igrišču, ker to je bolj pomembno, kot kaj si jaz želim. Tako, pa mislim, da s temi besedami prišla do zaključka. Hvala, ker ste bili z nami. Naslednjič se bomo slišali, ko bomo že videli, kako smo odigrali s Finsko in ko bo povsem jasno, kakšna je slovenska usoda, oziroma kakšna je lahko slovenska usoda v teh kvalifikacijah. Tako da hvala, ker ste nas poslušali in pa se slišimo drug teden.